spusti se in verjami, da boš to dosegel. Ko si ti postaviš enkrat cilje, ko si postaviš svojo vizijo, kaj bi rad delal v svojem življenju, kaj bi rad dosegel v svojem življenju in ko to vse veš in ko imaš tisti vision board, in potem pride do tega, da lahko postaneš nestrpen in da pričakuješ in a je že, in kdaj bo in dejansko, kot mislim, da sem vam že to rekla, kot da bi recimo šel v restauracijo in si naročiš eno jed, in pač ja, zaupati moraš, da jo boš dobil, ok? Enostavno ne sprašuješ notakerja vsakih par sekund, a je že, a bom dobil za jest, ja? Ampak preprosto pač verjameš, se zamotiš, se uživaš, se pogovarjaš, se smeješ in potem dobiš na krožniku tvojo naročeno jed. Isto je s tvojimi vizijami, s tvojimi cilji, ok? So vmes pa pride življenje in pol si ves nervozen, zakaj tega še nimaš, pa zakaj ti to ne ratuje, pa vmes pridejo še nepodpirajoče prepričanja in ti univerz hoče dati, ne da ti hoče dati lekcijo, ampak skozi lekcijo, ki jo moraš ti se naučiti, da greš na višjo stopničko, da prideš do tistega svojega cilja. Kako sem to mislila? Recimo, ok, moja zgodba. Jaz sem bila kot majhna ful rada pred kamerami, ful rada pela, plesala in še spomnim se, da so me moji starši oziroma in brat in sestra in sosedi, ki sem bila skozi pred njih, dostikrat snemali in me poslušali in sem imela tako socialno živi audience, publiko za moje stvari. In pol je prišel del karaoke, ko sem imela ta tekmovanja pevska, jaz sem hotela biti na odru, jaz sem hotela peti. Zdaj, ne bom rekla glih, da ne vem peti, ampak tudi odlična pa tudi nisem bila, ker nisem nič na tem trenirala. Okay? Pač koliko sem bila talent pa kot veste, ni nič, če ni vztrajnosti in dela za tem. Ok, jaz tega nisem vedela, da bi mogla ful trenirati, pa da so kakšne vaje, pa ok, pustimo zdaj to. Glavno, šla sem parkrat na tekmovanja, celo sem zmagala na karaokah in dobila ful nagrade, ne vem kaj je bilo že takrat, 43 kg čokolade. In potem smo šli še nadaljne kvalifikacije, ok, in enkrat, se spomnim tega trenutka, je bilo v Ljubljani in sem pela in sredi refrena, ne vem pač kaj se je zgodilo, moj glas mi je zatajil in sem fušala pošteno. In takrat sem si sama sebi na odru rekla, no, jaz pa na oder več, pela več, ne, to ni zame, jaz ne znam več peti. In to mislim, da sem bila tam 7. razred in sem res, čisto sem odklopila to petje, nastopanje in pozabila, porinila, zatlačila ta čustva in šla naprej z življenjem. In potem se mi je spet zgodilo v, kaj bi to, 3. letnik srednje šole, je tisti Popstars prišel in sem hotela iti na Popstars in sem hotela spet peti in me, veš, tisto me je zbudilo, ok, gremo spet in sem šla in sem prvi del spet dobro odpela, pa pol so bile nad audicijo in za ožji izbor in potem je bilo spet vmes, ko sem si res, ne vem, zakaj sem si ta komad izbrala, glavno težka pesem je bila in seveda je nisem trenirala, ampak sem kar tak na blef. In je spet moj glas zatajil. In spomnim se dogodka, ko sem rekla, ne, to spet to. Še enkrat sem si potrdila, da jaz nisem za oder, sama sebi sem si govorila zgodbice, bila jezna nase. In spomnim se, da sem šla in da sem kar fušala, sem kar prekinila pet in sem šla kar, da grem nazaj. In so mi rekli, ne, vse v redu, lahko še enkrat poskusiš. Ampak jaz sem si v svoji glavi odpisala, rekla, no, jaz za oder nikoli več. In dejansko, zdaj ko se učim te NLP tehnike, dejansko jaz sem toliko zamrznila ta občutek, enostavno tisto bolečino, da jaz nisem za oder, da dejansko vse do letos, skoraj 15 let od tega, sem se izogibala res odrov. Izogibala se odrov, kamer, nastopanja, jaz sem imela tremo, ko sem mogla predavati, se pa svojo seminarsko predstavljati na faksu in res, skozi sem rekla, nisem dovolj, nisem dosti dobra, jaz nisem za nastopati, jaz tega ne vem in sem se skozi porinila nazaj dol. In vse dokler nisem šla na
ta odlična predavanja in bila pripravljena, pač šla sem na en predpredavanje za Tony Robbins event, Unleash the Power Within, in tam sem se zlomila in ne vem kaj se je zgodilo, moja pot me je spet našla in mi rekla, ne, v to smer, Mojca, moraš iti, to ti je. In spomnim se, ko je bil tisti pač trener, coach, ki mi je to predaval, je rekel, bi rad kdo delil, zakaj je danes tukaj. Moja roka je šla tako, jaz pa, ne, kaj sem naredila? In itak, dok sem jaz se zavedala, da sem jaz dvignila roko, moj ego je šel, ne, panika, cel bum, kao, srce je začelo razbijati, solze so mi stopile na oči in vidim kar enkrat mikrofon pred sabo. Roka se mi je tako tresla in vprašal, zakaj sem tu, in sem rekla, od mene je prišlo, imela sem blokado nastopanja in sem se izogibala tega in javno se izražati, javno se izpostavljati. In me je bilo tega pač strah in človek, ki je ful dobro, ki spet je znal to NLP tehniko, me je povabil na oder in sem mogla zaplesati pred 300 ljudmi, plesati in pet. In toliko me je bilo sram, toliko mi je bilo groza, jokala sem, solze so se vlile, to so tekle solze po licih, šmrkli so tekli po nosu, ustih. Oh my god, to je bilo res grozno, za meni je bilo osebno tako grozno. Očala sem dala dol, da ne nobenega videla in sem plesala in to, ampak takrat sem en košček od tiste ledene gore, ki sem jo zamrznila, čustva sem jo odlomila. In dejansko zdaj pred 2 tedni, ko sem bila na Train the Trainer izobraževanju v Frankfurtu, sem vedela, nekaj me kliče, da moram tam iti. In sem šla še en dodaten med obroki, skrajšala sem svoje kosila, svoje pauze, da sem lahko šla na predavanja in sem trenirala pred 60 ljudmi, energično, in v enem momentu sem se samo počutila, jaz sem doma. Prav tako, ni me bilo več trema, ni me bilo več strah, počutila sem se, da sem doma. Tist harmonija, tist mir v sebi, sem rekla, to je to. Jaz sem rojena in Star is Born. In to je to. Jaz sem rojena za oder, res sem rojena za nastopanje in pa sem res to premlevala, kje se je to vse zalomilo in dejansko me je moje življenje, moj purpose, moje poslanstvo me je našlo. In zaradi tega zdaj toliko z veseljem še video snemam, toliko z veseljem še nastopam in enkrat, ko sem to odklenila v sebi, sem odklenila svojo pač pot, odklenila sem vse meje, res. In mi ni več panike nastopati za svoje podjetje, za naše podjetje, za naš brand, ni mi več problem nastopati za prodajo moje knjige, predavanja, to predavati, ker to je moj passion in to rada delam. In kaj sem hotela zdaj s tem povedati, ful dolga zgodba, ključna informacija, moj message zate pa je to, da dejansko jaz sem si v moji viziji pisala cilje, jaz hočem nastopati, jaz sem si v moji vision boardu dala slike, tisoče množice pred mano, jaz pa na odru, jaz sem si to predstavljala, da bom jaz to predavala, da bom naredila masiv, in s našim podjetjem, da bom lahko šla predstavljati to, da bom se lahko izpostavila, da bom lahko šla na televizijo, da bom lahko šla po svetu na sejme in govoriti, kar me je bilo prej ful strah. Enostavno univerz me je mogel dati pred temi situacijami, pred dogodki, da sem jaz to prebila samo sebe, da sem se odklenila. Ok, sem to razumljivo povedala? Kaj sem hotela, upam, da sem prav povedala, bom še enkrat ponovila, če povzamem. Dejansko, ti, ko si zapišeš svoje cilje, svoje želje, kaj bi rad bil, ti si še tukaj in moraš ta oseba zrast, da si tukaj, da to dosežeš. Ampak tu vmes imaš ti ta svoje nepodpirajoče prepričanja in blokade od svojih otroštva in od srednje šole in od faksa in od življenja. In če hočeš priti do tu, enostavno boš mogel, in univerz ti bo dal priložnosti, da tisto bolečino, ki te največ boli, ki si največ ne upaš, ko je comfort zone res stisnjen, ti bo dal dogodek, da boš lahko naredil in se razširil. Okay? In to je ful važno, da takrat imaš moč, da takrat greš čez, tudi če jokaš kot daš poplavo narediš.
da greš čez in da to premagaš, ok? Ker tisti je ključen moment, ko pride do threshold in ko pride do tega, da je tako velik pritisk, da enostavno prebiješ to comfort zono, oziroma jo razširiš in rataš druga struktura sebe, rataš svoj diamant, ko pravi Elenja. In enkrat, ko se razširiš, isto kot balon, ko napihaš, ta nikoli več ne more iti v prvotno obliko, ampak je razširjen. In isto tvoj mindset, tvoj comfort zone se ne more več razkrčiti, ampak je razširjeno ostane in tako rasteš. In ko to prebijaš, potem rasteš na osebo, ki moraš biti. In samo tako ti pa to uspe, ok? Kaj sem pa htela na začetku povedati, je pa to, univerz je tvoj prijatelj. In to sem glih včeraj se pogovarjala z mojo coachinjo v mastermindu z Lenjo, z mojimi sošolkami in res obožujem to skupino, smo vratali, smo družina. In je v bistvu včasih res smo lahko tako nepotrpežljivi in je ful dobro uprizorila za zgodbico. Zdaj se sadi, seje ječmen, ne? In kaj naredijo kmetje? Vse poorjejo, pripravijo, izluščijo semena, mašinerije zaganjajo, vse zorjejo in potem stresajo in sadijo ječmen, sejejo ječmen. In potem čakajo in vejo, da bo zrasel in da bo vreme naredilo svoje, okay? In da na koncu bo zrasla rastlina in bo bil žetev in bo bil produkt, okay? Kaj pač. In kaj je pa ful dobro rekla, ne? Je pa to, da kaj pa mi naredimo, ne? Mi si vzamemo res svojo željo, svojo vizijo, jo imamo kot seme in jo damo, vse pripravimo v zemljo, vse zrihtamo, jo damo notri, zakopljamo in potem stojimo zraven. A je že? In pa hitro odkopljamo, da vidimo, če je vse na mestu. In a je že? Bo zraslo? Ja, to delamo. Namesto, da bi zakopali, zaupali in pač tako kot je seme, ko v naravi zaupa, da bo dež, da bo sonce, da bo toplo, da bo mrzlo, da bo zraslo, tako moramo tudi mi zaupati pač univerzu, naši energiji, Bogu, pač karkoli rečeš, da ko se enkrat zaciljaš, kaj boš dosegel, da enostavno pustiš, da tli, da zraste, ne pa za vsako sekundo, a je že, shit, kaj pa če nisem to dobro kupil, kaj pa če nisem dobro kupil seme, kaj pa če bi mogel drugo seme vzeti, kaj pa če bi mogel to, kaj pa če bi mogel to. Ne, prepusti se, zaupaj in posadi in to je to, in čakaj. In uživaj v tem času, da veš, da boš to dosegel. Ja? In ko te panika prime, kaj pa če tega še nimam, ne vem, kaj sem si jaz govorila. Pač zdaj so se mi res začele te stvari dogajati, kar sem si želela, dejansko se ta moj vision board dogaja in dejansko prišlo do tega, da si moram že nov vision board posodobiti, nove naslednje želje, ampak takrat, kot sem prej v parih videov nazaj rekla, ja, to je tvoj nov standard in dejansko budi vesel za to, ne reč, oh my god, groza, kaj se dogaja? Ker univerz bo rekel, ok, a je tega si ne želiš? Aha, pa ti pa ne dal tega, ok? Ampak ko pride do tega, da se ti uresniči, kaj si zaželel, zasanjal, budi vesel, no yes, to je moj novi standard, hvala. In budi vesel za to in dejansko bo univerz rekel, ok, tega si želiš še več, ok, izvoli, to ti bom dal, ok, si pripravljen, ok. Ja, res je, včasih se ne zgodi to v enem tednu, v enem mesecu, včasih se zgodi to po enem letu, ampak to eno leto, može biti skozi v najvišjih vibracijah možnih in biti vesel v pričakovanju, da se bo to zgodilo. Ne pa biti, ni še, ni še. Ok, bolj ko si boš govoril, ni še, pa ni v redu, dlje časa bo ratalo. Kako bo lahko seme zraslo, če ti vse odkoplješ? Ja, prej se bo še prej razgnilo, posušilo, whatever, ne bo mogel tukaj zrast, kot bi lahko, če je lepo zakopano, lepo pripravljeno in narava naredi svoje. Ok, evo, to je to. Uživajte, lep dan in se vidimo kmalu.